Ja, tako, po spotih najbolje, da kar začnemo v živo. Tokrat z nami že prva gostja, mogoče ste jo prepoznali po njenem spotu. Z nami Nina Lampret, lepo pozdravljena. Zdravo. Kako si? Pa vredno, pa vi? Super. Od zunaj je bolj tako kislo vreme, ne? Ampak v našem studiu je pa kar vroče. Ne? Kar toplo, moram reči, ja. Mogoče začetek, preden začnemo, kako si ti preživela letošnjo poletje? Pa moram reči, da kar zgibano, jaz sem bila tudi na morju, malo pred Makarsko smo šli, malo v oddaljene kraje, tako da jaz sem kar uživala. Porabila si bone? Tudi, ampak še ne vse. Še ne vse? Aha, čas se že izteka počas, ne? Nastopov, nažalost, poletje ni bilo, ne? Čeprav bi jih rada imela, verjetno, ne? Ja. Kako si pa ti preživela to, recimo, obdobje, recimo, od lanskega leta pa letošnjega, ko je bilo v bistvu vse tega bolj malo, ko si mogla biti tudi več doma, recimo? V bistvu, ja, itak šola, potem pa tak, v naravi sem bila veliko, to moram reči, veliko s svojim psom sem se družila, sem hodila na sprehode, s prijatelji smo tudi se dobivali, tako da ja, no. Čas za nove komade, ne? Tudi ja, smo naredili en nov komad, tako da... Zdaj, ti si bila na nek način naša gostja virtualna, že v rubriki Coffee Break, mislim, da v januarju. Mogoče za osvežitev, čisto na kratko, kako si ti začela z to glasbeno kariero, kdaj se skupaj začelo, zakaj sploh petje? V bistvu kot mala punčka, že moram reči, da sem kar veliko prepevala doma, tako da sta moja dva starša rekla, pa zakaj pa je ne bi poslala v šolo petja, tako da je moj ati dal pobudo, da se gremo učiti k pevki Ali. Zakaj prav k njej? Zaradi tega, ker je bila ena moja prvih pesmi, slovenskih, prav njena pesem A veš. Tako da smo rekli, da se bom upisala k njej. Tako da od 3. razreda se že učim petja. Tako se je pa vse skupaj začelo. Si bila tudi na kakih festivalih, recimo, da lahko omenila? Ja, na kar večjih. Bila sem na Štajerski zvezdi, potem na Fansu, na Blejskem zlatem mikrofonu, pa še se bi lahko dala naštevati. Slovenska nota? Tudi sem šla, ampak sem bila pa takrat malo premlada, tako da sem bila bolj za rezervo. Aha, ni še šlo. Ja. Kaj pa recimo te šove, ki imamo v Sloveniji, od X-Faktorja do Slovenija ima talent, to te zanima? To pa ne glih, no. To pa ne bi šla. Ful sem taka oseba, da me prizadanejo taki grobi komentarji. Kaj pa, če bili pozitivni? Ja, ampak to je tak, 50-50. Misliš, da bi te preveč potrli ti komentarji? Ja, pač ne bi rada probala glih v tej smeri, no. Ja, zdaj videla smo že ta spot, v bistvu Ptici brez kril, ne? Ki si ga že nekaj časa nazaj, v bistvu lani. Ja, že kar več kaj eno leto, ja. Mogoče čisto na kratko v tem spotu, kakšni so bili odzivi, recimo, kaj je v bistvu vsebina sporočila tega spota? Ja, vsebina je tako pri večini pesmi zdaj, da je ljubezen v središču pesmi. So bili pa odzivi, moram reči, da kar fajni. Fajn je tudi zaradi tega, ker je tak tudi poletni komad in je bilo kar fajno. Pa tudi na snemanju je bilo super in ja. To je bil tvoj prvi videospot? Ne, imam še prej dva še imam od prej, tako da. Teda je že v bistvu tretji videospot, ne? Rada snemaš videospote? Pa moram reči, da je ful zabavno, velikokrat se zgodi kakšna taka dogodivščina, ko je nikoli ne pozabiš, ampak je pa tudi kar naporno, ampak vseeno. Se imamo vsi fajn, cela ekipa vedno. Je naporno? Ja, moram reči, da se kar dolgo snema, tudi priprave so kar dolge, scenarij pisati, ideje, moraš dobiti idejo, kje boš snemal, kako boš snemal, kako se boš obnašal pred kamero. Ampak vse skupaj pol fajn izpade, tako da je fajn občutek. V 3 minutah vse na koncu. Ja, ja. Rekla si veliko zanimivih zgodb, mogoče bi kako izpostavila za naše gledalce? Najbolj se spomnim, pa vedno to tudi povem, smo šli pri pesmi Ostani. Smo šli snemati v Pirano gor na Zvonik in gremo z kameramanom gor.
in je bila ura glih 12 in je začelo zvoniti na polno in je kamermanu skoraj padla kamera dol iz zvonika, tako da ti smo se kar presmejali. Še dobro, da je ujel, ne? Ja, tisti je bilo za malo. No, zdaj pa bom malo prekinila na en pogovor in sicer čas je za glasbeni kviz. Ker si prva današnja gostja, lahko izbiraš med dvema zelo znanima glasbenikama. Ponudim ti lahko Princa in pa Michaela Jacksona. Koga si boš izbrala? Michael Jackson. Zakaj njega? Ker sem ga tudi poslušala kot mala deklica, tako da... Če bi rekel zdaj izstopa, da streliš tvoj najboljši komad, bi rekla? On jih ima pa tako veliko. Ja. Pa enega recimo, da izpostavimo, ki ga bi mogoče največkrat dala na playlisto. Najboljša mi je We Are The World, ko je pač, ko so cela skupina. Tista mi je res najboljša, ostala mi je v spominu ful iz otroštva še. Ok, zdaj pa 3 vprašanja dobiš. Prvo, res tako lahko, da se malo ogrema. Koliko je bil star Michael Jackson, ko je umrl? Jaz bi rekla 42. 42? Ja. Malo več je bil, ne? In sicer 45, 47 ali 50? 47. 50. Okroglo je imel, ne? Ok, zdaj vemo, da je zelo veliko album izdal, ne? A bi se spomnila, kdaj je izdal svoj prvi album? Takrat pa še nisem bila rojena. Ja, res je, ja. Jaz bi rekla 1982. 82? Ja, malenkost prej, ne? In sicer 1976, 78 ali 79? 78. 90. In še zadnje vprašanje. Njegov najbolj znan komad je bil Thriller. In koliko Grammyjev bi rekla, da je Thriller pobral? Jih je pa kar nekaj, ne? To je bil njegov najbolj udarni Več kot 5. komad. Ja, koliko? Jaz bi rekla 6. Rekla bi 6. 6 ni pravilen odgovor, ne? 8, 10 ali 12? Pol pa bi rekla 12. Da jih je tukaj bilo? Ali pa 10. Zdaj bo 8. 8. Ja, vedno si bila ful blizu, predvsem vprašanje čisto za malo, ne? To je pač ta sreča oziroma nesreča, ne? Murphy. Ampak v vsakem primeru pa si bila blizu, no? Se pravi, si kar poznaval, kaj Michael Jackson, bi rekel, ne? Zdaj pa, če gremo na tvoj komad, ki ga danes premierno predstavljaš, zdaj nisem si zapisal, kdaj je bil ta komad dan kot dan, kdaj ste ga v bistvu naredili? Naredili smo ga v juliju, tako da mislim, da je tudi v juliju prišel ven. Tudi že na YouTubeu, ne? Ja. Zdaj, komad je bil dobro sprejet, do danes več kot 17,000 ogledov, verjetno si zadovoljna? Ja, sem kar ja. Pričakovala? Pa nisem tu pričakovala, ampak sem upala, da bo nekako tukaj, ja. No, ogledi še rastejo, ne? Zdaj, dan ko dan, tudi do zelo znanih ljudi je pač pripomoglo k temu komadu, moč bi koga izpostavila? Besedilo je napisal znani pisec besedil Rok Lunaček. Potem glasbo so napisali Roman Sarjaš, Goran Sarjaš, Nejc Stratnjek. Kitare mi je zaigral tudi Bor Zuljan. Potem pa back vokali in pa... To si sama zbrala, kdo bo zraven sodeloval ali si v bistvu? V bistvu nekatere stvari sem si sama zbrala, jaz sem tudi pogledala besedila, primerjave besedil in sem si zbrala, kdo mi bo napisal vse, kar mi je najbolj ustrezalo za mene. Si tudi sama kaj spreminjala na besedilo ali pustiš avtorjem? Malo sem hotela spreminjati melodijo, pa ni veliko sprememb bilo, kak ton gor ali pa dol. Tako da malo se vedno spremeni, kak ti ustreza. Kaj bi rekla, pa čisto kratko, kaj ta spot v bistvu predstavlja? Kaj je rdeča nit? Tudi ljubezen, tako brez vsake pesmi. Da v bistvu je dan kot dan, navaden dan, če nimaš res tiste osebe zraven sebe, ko ti da tist piko na i. Verjetno tudi dosti pozitivnih komentarjev, ne? Ja, ker ja. Verjetno negativnih ni bilo, ne?
Ja, nisem niti spremljala negativnih, tako da to pustim na strani. Te prizadane kak negativni komentar? Pa to v bistvu me ne. Da nekdo piše, ko nima, na primer, imena na YouTubeu, tisto, ko pišejo. To ne moti to? To me ne. Kje se zadevo snemali oziroma kako je potekalo samo snemanje spota? Začetek videospota je sneman v Slovenskih Konjicah, na Mestnem trgu. Potem pa se nadaljuje v Vitanju, v Ksevtu. To pa je v bistvu to. Mogoče tudi tukaj kaj takega, da bi lahko izpostavili, da se je zanimivo zgodilo? Verjetno se je kaj, ne? Ja, tudi je bilo, imeli smo malo probleme z lučmi, ker je tudi tisti prostor je zelo zatemnjen in smo hoteli narediti, da so luči od ozadij in da smo imeli še dim, potem smo imeli tudi s tistim dimom probleme, ker je bilo malo preveč dima, malo premalo dima in potem smo z ventilatorjem pihali, da smo razpihali tisti dim, da je prišlo tako ravno prav. Aha, se pravi, težave v bistvu, bi rekel, bolj lepotne, ne? Ja, ja. Ok. Imaš poleg petja, recimo, če se še malo dotaknemo tebe, kakšne je tudi hobije, recimo? Ali samo petje zavzame večji del? Največji del je glasba, tako da tudi zraven igram klavir še. Drugače pa tako, ko sem prej že omenila, imam psa, hodim na sprehode, družim se s prijatelji in ja. Je tudi kakšna možnost, da bi kak spot recimo igrala klavir in zraven pela, recimo? Bi to šlo? Po moje bo v prihodnosti na tak način posnet, tako da je dobra ideja. Imaš tudi kakšnega vzornika, recimo, na slovenski glasbeni sceni, recimo, razen Alja, recimo? Alja, ja. Moram reči, da Alja, ker že od malih nog se zgledujem po njej. Večinoma Alja, drugače iz tujih pa Lady Gaga. Zakaj? V bistvu na začetku mi ni bila, še tako nisem niti je spremljala tako veliko. Potem sem pa gledala njen film Zvezda je rojena in se me je ful dotaknila tam, ko je ona pela na tistih koncertih, igrala klavir, tako da tudi zaradi nje sem začela nazaj igrati klavir. Aha, te je spodbudila. Ja. Katero skladbo pa najraje zaigraš na klavir, recimo? Pa v bistvu najraje igram balade, tako da tudi od Lady Gaga največ igram. Pa tudi kakšne slovenske od Nine Pušlar, ko ima tudi bolj take umirjene. Kaj pa svoje, recimo? Svoje pa tako ful ne igram, zaradi tega, ker itak med tistim snemanjem že, ko snemaš pesmi, se malo naveličaš pesmi, tako da daš pa malo na stran, pa pol nazaj obuješ spomine, pa pol čez nekaj časa igraš. Imaš še kakšne načrte za letos, še kakšna pesem prijem, kakšen videospot ali je to za letos? Za letos že imamo neke načrte okoli decembra. Kako božična? Ja, v bistvu nismo šli tako na fejst božično, ampak smo šli bolj tako, da se lahko tudi po kakšni drugi priliki poje, da nisem tisto božič. Naslov? To pa še ne znam. Aha, je skrivno še, ne? Ja. Dobro. Kaj bi še lahko kaj takega rekla? Zdaj rekla si, da te bolj balade ležijo, ne? Si pripravljen tudi kako drugo smer ali v bistvu lahko od tebe pričakujemo samo bolj takšne pesmi, kot so pač bile te štiri, recimo? Pa ne, se imam tudi coverje različne gor in niso samo balade. Tako da ja, se tudi takle doma pojem drugačne pesmi, ampak najbolj se vživim v balado, tako bi rekla, no, da je moje srce nareto za balade. Super. Aha, zdaj nekaj časa še imamo, mogoče čisto na kratko še, recimo pri teh coverjih, katere recimo lahko najdemo pri tebi na YouTubeu, recimo, katere si že? Ta zadnji je bil od Rihanne, Love on the Brain, drugače pa tudi od Nine Badrić, od Lady Gaga, tako da ja. Ok, zdaj pa vidim, da smo dobila tudi eno SMS poročilo, pa da vidimo, če je kdo kaj poslal. Aha, ma kar pogledala. Evo vprašanje. Evo, zanima me, koliko dolgo že Nina prepeva. Aha, pa če nartuje kakšen koncert kmalu, Matic. Ja, povedala sem že, kako dolgo že pojem. V bistvu že od malih nog. Začela sem se pa učiti v 3. razredu. Koncert pa, če bo možno, bom imela kak koncert, drugače pa... Recimo, če bi danes ti ponudili opcijo, da nekje koncertiraš, katero lokacijo bi si pa recimo zbrala? Da bi si lahko zbrala kjerkoli lokacijo? Ja, v Sloveniji.
Predvidevam, da v Sloveniji verjetno najraje, ne? Ja, najraje v svojem kraju ali pa, kaj pa vem, v kakem Celju. Ful mi je lepo mesto Celje ali pa mogoče Bled na Otočku, ampak je takega, no. Pa bila pripravljena recimo na svojem koncertu, recimo, ali pa preveč svoje pesmi tudi koga povabiti zraven v duetu ali v bistvu raje, da nastopaš sama na odru? Ja, v bistvu sem že tudi pela v duetu, tako da mi to ne bi bil problem. Ampak najraje sem tisto, da sem sigurna, ker že včasih v sebe nisem sigurna, tako da najraje se sama pripravim. Ampak tudi bi bila vesela kakega dueta. Rekla si, da si že pela s kom? V bistvu smo pele Aline Učenke tudi skupaj. Potem sem tudi pela z Aljo v duetu, v Habakuku. Ja, ti si bila najlepša. Tako da ja, sem imela že tudi z duetom izkušnje. Super. Ker pestra karijera do sedaj, ne? Super. Zdaj, nažalost smo prišli do konca našega pogovora. Hvala, da si prišla na studio, da si nam prišla pač komad tudi predstaviti. Pa mogoče za kratko še tudi kakšno besedo ali dve za naše gledalce in gledalke, potem pa se gremo spot kar pogledati. Izvoli. Zdaj boste slišali, v bistvu tudi videli moj nov spot Dan ko dan. Upam, da vam bo všeč in da me boste še prečkirali na YouTubeu, na Instagramu in pa da vam bo všeč predvsem.